Prihajamo na 5. točko dnevnega reda. Prosim, da se umiri, da točka vedno najbolj pereča. Mislim, da ta še bolj pomembno, ko imamo vse pred seboj, to odločitev proračuna občine Brežice za leto 2026 obravnavo. Najprej prosim magistra Andreja Tedeniča, Andrej Aleksandrovič. Zdaj trpico, ne se. Zdaj za škat za trpico. Lep pozdrav. Jaz bom dal samo par informacij nasplošno, glede na spremembe iz prve obravnave. Prihodki so se iz prve obravnave povečali za 1.914.000 evrov in so predvideni v višini 44.670.000 evrov. Davčni prihodki so praktično nespremenjeni, tukaj so zajeti prihodki iz dohodnine, davčno na premoženje in pa davčno na blago in storitve. Sem spada tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in pa prihodki iz naslova turistične takse. Nedavčni prihodki so planirani v višini 6.203.000 evrov. Tukaj so zajeti izvedli prihodki krajevnih skupnosti, prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja in pa prihodki od najemnin, kjer je zajeta tudi najemnina za komunalno infrastrukturo. Sem spada tudi nadomestilo za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, sicer so sredstva planirana v višini 2.060.000 evrov. Kapitalski prihodki so nespremenjeni glede na prvo obravnavo in znašajo 1.893.000 evrov. Transferni prihodki znašajo 8.918.000 evrov. V obrazložitvi splošnega dela proračuna tudi vlogo prihvat teh sredstev. Predvideni odhodki so se povečali za 4.256.000 evrov in znašajo 49.932.000 evrov. Na strani odhodkov so se povečali tekoči odhodki, povečali so se tudi tekoči transferi, najbolj pa so se povečali investicijski odhodki in sicer za 3.248.000 evrov. V gradivu sta navedeni tudi dve tabeli, kjer prva prikazuje vse predloge in pripombe na predlog proračuna za leto 2026, ki so prispeli v času javne razprave in pa upoštevane predlogi z navedbo številke proračunske postavke. Druga tabela prikazuje spremembe na strani odhodkov med prvo in drugo obravnavo. Tam vidite plus in minusi. Zdaj, tukaj bi še prosil za en redakcijski popravek pri predlogu za preplastitev ceste od potoka Žalnik do Krajnčič. Ta predlog je podala svetnica Stanka Brezga, da bo ta predlog tam pripisati v peli 1. Zdaj, zakaj ni bilo mogoče upoštevati teh predlogov in pripomb? Zdaj, plačilna sta dva kriterija. Se ta cesta ni od... Mi smo predlagali cesto od Bojsnega do Zbička proti Krnčiču. Ja, ampak... Dobro, prede, po mestu. Samo da pobuda. Pobuda predlagate. Ja. Odločilna sta bila dva kriterija, in sicer v katerih fazi so pripravljeni projekti in pa s katerimi bi se lahko izvajala investicije in pa najbolj pomembni, da so pač omejene finančne zmožnosti. Rezultat bilance prihodkov in odhodkov je primanjkljaj v višini 5.262.000 evrov. Ta se še povečal za znesek odplačila glavnice v višini 2.010.000 evrov, primanjkljaj pa se odporije z najemom kredita v višini 4.400.000 evrov, prodaja kapitalskega deleža v višini 554.000 evrov in pa predvidnega stanja na računih na danem 30.12. lanskega leta v višini 2.318.000 evrov. Občinskemu svetu se pač predlagajo v sprejem 40 letih, kot so navedeni v gradivu. Zdaj, jaz vam še dolgo dati
Obrazložitev glede zadolžitve. Zdaj, zadnji podatki o zadolženosti vseh občin na spletni strani Ministrstva za finance so iz leta 2024 in znaša dolg vseh občin na prebivalca 489 evrov. Zato bom izhajal iz leta 2024. 2024 je bila občina zadolžena 11 milijonov 398 tisoč evrov. Dolg občine na prebivalca znašal 475 evrov. Se pravi, prej je rečeno, dolg vseh občin na prebivalca pa 489. To smo zdaj tam. Zdaj, v letu 2025 je bila zadolženost, se pravi, občina iz 24, smo pa povečali kredit za 2 milijona 500 tisoč evrov. Odplatili smo obveznosti v višini 1 812 tisoč evrov in zadolženost občine v letu 2025 je bila 12 milijonov 680 tisoč evrov, kar pomeni dolg občina na prebivalca 503 evre. V letu 2026 pa bomo povečali predvidoma kredit za 4 milijone 400 tisoč evrov, odplačilo bo za 2 milijona 8 tisoč evrov. Tako bo zadolženost občine v višini 14 milijonov 477 tisoč evrov in pa dolg občine na prebivalca 603 evre. To je bezjavno zrado. Hvala. Še zdaj eno kratko obrazložitev. Zdaj, v drugem branju je bilo že za bližnji še zdaj račun, tako da si bo najbolj stresnih stvari, potem pod župan uskladiti. Zdaj, prvo je bilo, da bi vsi imeli več denarja, nekateri vejo zakaj, nekateri čisto zato, ker je to populistično. In pa bilo je kar precej tudi drugih predlogov. Zdaj, jaz kljub vsemu sem poskušal delno upoštevati tudi določene stvari, tako da smo praktično zadovoljni, kaj je največji problem, so stvari delovanje vseh, seveda v javnih zavodih se to avtomatsko poveča delovanje, zato ker se morajo povečati zaradi plač. Pri delovanju pa ostalih društev in pa ostalih, ki niso direktno vezani na proračun, pa seveda se končno stroški povečujejo, to so šport, gasilstvo in pa turizmu, da smo tudi tam neki oziroma je predlogi neka manjše povečanje tam do 10% oziroma isto kar je. Tako da smo vseeno se, kad se tega delimo prisluhno. Prav tako pa treba reči, da v predlogi je bilo kar nekaj tudi novih postavk, ki jih v prvem branju ni bilo, in pa nekaj tudi zmanjšanje. Zmanjšanje je bilo pri osnovni šoli Artiče. V prvem predlogu je bilo v letošnjem letu 2 milijona, zdaj v drugem predlogu je 1,5 milijona, ampak to zaradi tega, kajti sredstva, ki smo jih dobili odobrene od ministrstva, da je predvideno, da bo nam v letošnjem letu prihodnje samo 500 tisoč, bo pa v drugem letu več. Vendar to ne pomeni, da se bo manj naredilo, ker ti dejansko do konca leta 1,5 milijona ocenjujemo, da je tudi dosti, ker letos so več ali manj tista gradbena dela, ki finančni sta zahtevna, bo pa seveda v drugem letu potrebno več zagotoviti. Vendar šola Artiče naj bi se začela delati takoj po poletnih počitnicah, če ga bo kakšnih prevelikih zapletov, in pa končana bi morala biti v letu 28 oziroma novo šolsko leto 28-29 bo se gibajo vse. Tako je tudi finančno zamišljeno, tako da bo. Poleg tega treba povedati, da, to sem že povedal, se kar precej časa do pogajanja z Ministrstvom za obrambo, predvsem da tistih denarnega 600 tisoč, ki nam ga namenjajo, ki ga imamo že v dogovori, naj bi se delo namenilo tudi za ta večnamenski dom v Cerkvah v Krki, kar se strinja tudi krajevna skupnost. Tako da je bilo v letošnjem letu tudi predvideno nekaj več sredstva za začetek gradnje, ki je prek 300 tisoč naj bi odločil, to moram reči, da dokončnega sklepa za letošnje leto še nimamo Ministrstva za obrambo, upam, da nam bojo še dali. Tako da bi v letošnjem letu začeli z gradnjo, da se začela in potem bi bila tudi v 28. letu spomladi investicija nekako zaključena, kar se tiče seveda gradnje do
same bi rekel, opreme, seveda bo se to videlo, kako bo v naslednjih letih. Prav tako je v proračunu dodatno predvsem namenjena sredstva za obnovo zadružnega doma v Izolskem, ki naj bi postal tudi večnamenski dom. Praktično 50.000 v letošnjem letu je potrebno pripraviti dokumentacijo za obširno obnovo, res pa je, da imamo še tam kar problem, še eno leto se resnično problem, kajti dejansko, kot vidimo, mora biti, če hočemo kje kandidirati sredstva 100% na vlastno občino, da bi se treba še s to zadrugo, da bi tudi občina prišla do lastništva še iz tega dela. V proračunu je namenjeno tudi sredstva za nakup domov vrtnikov oziroma za širitev glasbene šole Brežice. Dejansko je nekako pobuda, da se odkupi tisti prostori, v katerem živimo tudi povrhniti in da se zagotovi na tak način tudi širitev možnosti prostora in dodatno še za glasbeno šolo. Prav tako imamo predvideno osnovno šolo Vrhko Dolino, predvsem za nakup zemljišč, koliko bomo uspeli pridobiti, kajti tam je pa zelo problematično, kar se tiče parkirišč. V proračunu bo tudi sredstva namenjena za predvsem nadaljevanje investicije grada, ki smo ga delovanje začeli, in pa povečala se sredstva za parkirišče Brežice pri bolnišnici in zdravstvene dome. Jaz mislim, da to nujno počnemo z gradnjo, kajti dejansko tam je tudi ena od največjih, kar se tiče parkiranja. V proračunu imamo tudi dva projekta, ki sta podpisana kot nekako sofinancirana z regijskih sredstev, to gre za optimizacijo vodovodnega sistema Brežice in pa zelene parkovne površine. Od večjih takih projektov infrastrukturnih pa je tudi cesta Bratovi-Lavcev, ki se nadaljuje, potem modernizacija ceste Črešnica-Hrastje v letošnjem letu. Dodatno je globoko Poljsko cesta, ki se naj bi urejala, in pa pločnik Mali Vrh, ki naj bi se prav tako gradil, in pa tudi dokumentacija za pločnik proti Ureka državne ceste pri Dobrovi. Tam je naj bi vsaj v letošnjem letu nakupili zemljišča in seveda potem, koliko bo država pristopila sanacije ceste, mora tudi v svojem delu pristop. Mislim, da je eno od pomembnih, poleg novo opozoriča moram, da dodatno je tudi predviden pločnik ob cesti Svobode. To gre pa, da ima občina že kar precej dolgo eno obvezo, da mora urediti pri blagovnic kot semaforje, pri blagovnici tisto križišče, tam kot tudi kamioni parkirajo na črno oziroma kar kluče, in tam moramo tisto urediti tudi zaradi varnosti, tako da je to noto predvideno. In pa moram reči, da je pobuda prišla tudi za kanalizacijo Tiče. Mi v letošnjem letu zaključujemo kanalizacijo v Krški vasi, s tem, da bo treba še tam dodatne sekundarne vode narediti, zato ker določeni ljudje ne morejo se priključiti. Tako da kanalizacija je končala in pa začelo bi se Tiče, tako da bi se v naslednjih letih praktično lahko tudi pa Tiče ta kanalizacija naredila, ki je prav tako nujna, predvsem tudi vedno, da je zaradi zaščite pitne vode v ljudje. Tako da naj bi tu bilo tudi se začelo in potem v naslednjih letih naj bi bilo vse tisto, koliko imamo že gradno dovoljenje in Ljubljano. Prav tako seveda smo poskušali povečati kar sredstva na marsikaterim drugim projektom. Jaz, ki ne bom vse naštel, pripomb je bilo veliko, poskušali smo jih uštevati. Tudi takšne manjše ceste po vseh krajevnih skupnosti, tako da res dejansko v vseh krajevnih skupnosti se predvideva. Predvidena je tudi razširitev vrtne cone v Dobovi, za katero moramo še narediti nekaj geološkega izkopavanja, izdelati dokumentacijo in potem da bomo tudi kakšno sredstvo še dobiti za to. In pa seveda na proračunu so namenjena tudi sredstva za to, da se v letošnjem letu še v tem občinski svet sprejme spremembo občinskega prostorskega načrta, tako da jaz upam, da bomo tudi s tem omogočili še dodatno gradnjo.
Imamo tudi nekaj projektov, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev, to je projekt Nature Kozjanske, ki sem vam povedal, in pa Enviro doživljanske trajnostnega turizma, ki ga skupaj financiramo z občino Zaprešič, potem projekt Doživi kapele in pa še nekaj drugih projektov v manjših sotah, ki so tudi zraven, recimo eden tega je tudi gasilski karmel, ki seveda ni tako finančno, je pa prav tako obveznost. Tako da nekako je bilo rečeno, kljub temu, da nam stroški rastejo in še vedno v proračune se predvideva okoli 20 milijonov evrov investicij. In jaz mislim, da če bo danes proračun sprejet, bomo lahko zelo hitro začeli tudi z javnimi razpisi, predvsem nujno je zaradi teh vrhov, kot je osnovna šola Atliče, potem še v bistvu tudi dom v Cerkljah. Prav pa še dve stvari moram reči, da imamo pripravljeno tudi sredstva, koliko bo začela ministrstvo oziroma direkcija graditi cesto in pločnik v kapele. Tam bomo imeli kar nekaj svoje soodeležbe in pa tudi so sredstva note predvidena, koliko bi šlo praktično na Ribnici investicije tudi za sredstva v Ribnici. Seveda noter je še kar precej drugih vodovodnih sistemov po različnih krajih, tako da jaz verjamem, da ta proračun, ki smo ga sprejeli, je nekje tisto na meji možnega, kar se dalo narediti, razen seveda, če bi še v bistvu našli povečevanje kreditov. Zdaj seveda kredit 4 milijone 400, ki je noter, se mogoče marsikome zdi velik, čeprav proti drugim občinam ni. Bi pa povedal seveda, da je kredit kot opcija. V lanskih letih smo ga imeli tudi skoraj 4 milijone, pa smo na koncu porabili samo za 2 milijona 100, tako da tudi v letošnjem letu seveda brez potrebe ne bomo imeli kredit in bomo bolj na koncu videli, vemo pa na kredit mora biti tudi zato, da imaš izdelovan proračun in bolj se po 100% ne realizirajo vse stvari, tako da jaz mislim, da ni dano jasno, da ne bomo preveč se dolžili. Tako da jaz predlagam, da ta proračun sprejmemo in da začnemo delati, kajti brez proračuna enostavno ne bo ne novih investicij, pa tudi vseh programov, ki si jih želijo tako društva, občina, zavodi in pa seveda teh krajevnih skupnosti, ki ste lahko prijavili. Zdaj pa seveda najprej prosim otvore, če želijo še kaj dati, potem pa nekaj še moram povedati. Skladu z drugim odstavkom 120. člena Poslovnika občinskega sveta občine Brežice lahko na dopolnjen predlog proračuna člani sveta pri županu vložijo amandma najkasneje 3 dni pred sejo sveta. Obveščam vas, da nismo prejeli nobenega amandmaja na dopolnjen predlog proračuna za leto 2026, zato lahko danes samo glasujemo o proračunu v celoti in ga sprejmemo in pa se vrnemo. To je od moje strani, zdaj pa seveda najprej prosim odbore, če želijo, potem pa delite v imenu svetniške skupine in pa v imenu posameznikov. Prosim odbori. Štefan, ja vidim, da se prezvode. Odborov samo kdo je Ferdo, želite v imenu odbora? Ja. Lahko se bodo ostali še prijaviti, no? Zdaj, dajte se še ostali prijaviti, pa bomo prvo dali besedo. Tisti, kjer boste govorili v imenu svetniških skupin, potem boste pa še besvojili. Prijavite za splošno razpravo. Za splošno razpravo se prijavite v odbori. Prav. Dobro. Prosim, Ferdo. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Zdaj, v bistvu tako na odboru smo ugotovili, da je največje povečanje, se pravi sprememba proračuna na eni postavki, sicer za 2 milijona 150 tisoč, ki danes se nič omenila. Šlo naj sicer za izgradnjo sončnih elektrarn na javnih objektih. Je pa, mislim, tudi na odboru sprejel sklep, da dobimo dodatno obrazložitev glede tega, bomo rekel, presenetljivo velikega povečanja, glede tega v prvem branju sploh ni bilo noter.
kar smo, mislim, da člani odbora dobili, mislim, da ostali svetniki sicer ne, tukaj so opazili. Mi pa tudi po nekaj s tem, da želite še vedno ni čisto jasno, kaj se bo zgodilo, kolikor predvidenega sofinanciranja oziroma sredstev subvencije, pa že povedali na tem razpisu ministrstva ne bi bilo. Ali se bo ta investicija potem izvajala ali ne, ker mislim, da 2 milijona 150 pa kar dati za eno tako zadevo, če ne bo sofinancirana, se mi zdi pa zelo velika obremenitev za proračun in da bo to šlo za vse druge projekte, ki so v proračunu, pa bi mogoče prosto mogli gledati. Ja, bom kar odgovoril. Mi smo v lanskem letu imeli predvideno izvedbo te investicije, zato bi dobili tudi skoraj 80% sredstev v njih. In potem zaradi pritožb na revizijske praktične komisije več ta rok ni bilo možno izpeljati in potem nismo šli to investicijo. Zdaj se je pojavilo dodatno obvestilo z sklada, da bojo letos podaljšali rok, kajti takih primerov je bilo več. In seveda, koliko bomo uspeli pridobiti sredstva, pa izvesti pravočasno, bomo šli v to, v nasprotno primeru, ne bi imel proračuna za prve sebe, potem ne bomo imeli prihodkov. Tako da ta stvar je pogovorna, da se mogoče ga pozval, da se to omenili. Da je ta projekt je pogoj, da je prav, da je obalo materijalno, če se da kaj še narediti. Ne bomo ga sigurno delali drugače z vlastnim sredstvom, ker je pripovedno in bomo se to reči. Potem pa še kdo od svetniških skupin, ali gremo kar? Ne, gremo kar potem po vrsti. Štefanja. Spoštovani župan, spoštovani svetniki, svetnice in se pristojni, hvala za besedo. Predlagani proračun bom potrdila, saj so načrtovane investicije zelo pomembne za razvoj naše občine in naših občanov. Posebej pozdravljam vlaganje v osnovno šolo Piče, menim pa, da bi bilo smotrno, da se med prioritete naslednjih proračunov umesti tudi osnovno šolo Vrbovko. Hvala. Hvala. Za osnovno Vrbovko je proračun in tudi povečena sredstva za 10 000 za projektno dokumentacijo in povedati izrečano. Naprej, Leš Ravno. Ja, čisto kratek. Jaz sem dal predlog, da bi vseeno zagotovili nekaj sredstev za ureditev ceste Dani koloniji, pa je pač bil odgovor, da je treba urediti podzemne stvari in da ni denarja za vse naenkrat zrihtati. Saj, po mojem, se tudi vodovod ne bo kar po celem naselju naenkrat zrihtati, tako da je bilo vseeno prav, da se nekaj denarja zagotovi, ampak očitno ni za to volje. Tako da sem res predlagal, kako se bo to izvajalo, nekoga je to leti na gospoda Klajnika, kakokoli, pa ne se cesta po cesto rihta, ker da se vsaj nekam primaknemo tukaj, ker zadeve so precej nevzdržne. Hvala. Jaz ne bom za vsako posebej odgovarjal na koncu, da vsem zgovoril več, prevakaj predolj. Prosim, naprej, Fjellner. Lep pozdrav. Ja, prosim. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala lepo za besedo. Podpiram sprejem proračuna. Vsak si želi več, vendar moramo razumeti, da za vsak strošek oziroma investicijo potrebujemo na drugi strani tudi prihodke. Najbolj vesela sem seveda, da se premika na področju našega zadružnega doma. Mislim, da smo edina krajevna skupnost v občini Brežice, ki nima nekega večjega prostora za prireditve. Zato prosim vas, župan, da se v najkrajšem možnem času sestanete z predsednikom zadruge, katere lastnik je še v bistvu na delu zadružnega doma, da se ta zadeva z lastništvom uredi, pa ne čakati do volitev. Hvala. Hvala. Marija, Ja, hvala za besedo. Mene pa zanima, ne vem, jaz nisem nikjer zasledila, kakšna bo investicija osnovne šole Rdeče.
eni govorijo 10, eni 14, nekje nisem nobenega zneskega sledila. In po tem času to koliko je to po kvadratnem metru, no, tako me zanima, dobro računamo. Hvala. Bodo. Hvala za besedo, dober dan vsem skupaj. Jaz bi tako začel. Jaz bi pa najprej prosil, ki so pripravljali ta proračun, če bi lahko te predloge občanov drugič pisali malo v večjem fondu, ker to je zelo težko prebrati. Narediti. Na računalniku preberem mesec leta, tu ne morem brati. To je kar nekaj zanimivih predlogov, nekaj se je upoštevalo. Moji predlogi kot vaščana Slovenske Vanjske Jesenice so pa predvideni v predlogih krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Pozdravljamo rešitev, ki ste rekel, da vlada direkcija bo postopila v projektu v Lipnici. Tukaj na veliki bolnici Vrnika, saniranje delovnih križišču. Bomo rekli, da smo nekako zadovoljni, me pa zelo vas skrbi tudi slovenska vas v Vrtnico. V Vrtnico je bilo namenjenih 14-26 je moglo reči 400 000 evrov, ko se je zamaknilo, svet za 2 leti. Jaz bi sam pozval, mogoče kakšno rešitev najmo, mogoče s kakšnimi kohezijskimi sredstvi in tako naprej, ker Vrtnico na Jesenici je ena večjih v občini Slovenska vas in se je pogodbe postavili. Res, da se je dedikal na projektni dokumentaciji, ampak jaz mislim, da bi to morali rešiti urgentno, ne čakati proračun. Še ena stvar, ki sem pa opazil še danes, jaz mislim, da bi bilo fajn celo tečiti projekta garažne hiše v Brežicah. Tega nisem nikjer zasledil, kot sami vidite, je to velika raka na Brežici, mislim, da bi bilo fajn še pred dostopiti tem projekti garažne hiše v Brežicah. Moje zaenkrat to zelo nekaj. Ja, hvala lepa, župan, za besedo. Ja, jaz se strinjam z tistim, ki pravite, da je pač ta proračun dober kompromis med možnosti in seveda željami. Res je, vsak nekaj umetnost narediti, še posebej, če je to volilno leto, moram reči, da so tudi, ko smo pripravili vse predloge krajevne skupnosti, pa tudi svetni nivo in tako naprej, predlogi racionalni, utemeljeni in jaz mislim, da ste naredili največ, kar se da. In tudi, ker ni amandmajev, je tudi potem, večina teh ambicij potešenih, očitno, tako da niso prišli v svetnih tudi na klopi danes. Vprašam se bo pravzaprav še tudi zaradi tega, ker sem zasledil, jaz sem mimogrede veliki nasprotnik raznoraznih strategij. Če se ogromni tisoče evrov ali 10 000 evrov zapravljali za strategije, še posebej za teme in področja, kjer se mi zdi, da ni veliko skrivnosti in nejasnih stvari, kaj je treba narediti. In sem dotaknil ene postavke strategije romske problematike v občini Brežice, izvedba in izdelava 172 000 evrov, 266 in dodatnih 36 letos, ki se zdaj za teme prvega do drugega branja. Jaz sem prebral podobno tudi v razložitev, nič se ne vidi, kaj se s tem denarjem naredilo. Nič. In zdaj mene zanima, jaz sem zato, da se podpirajo razni konkretni projekti, torej socializacije, boljše socializacije, vključenosti romske problematike v družbo, med trgovanje čivile. Sem pa seveda proti temu, da se danes zapravlja za razne papirje, da se deli nevladnim organizacijam, da vedrijo in ozlačijo z davkoplačevalskim denarjem, čeprav bi lahko kako cesto naredili, kako šolo in podobno. Zato bi prosil res, da se pojasni, pa ne rabite to danes ljudi, ampak do naslednje seje, do evra natančno tam bo da denar šlo. Jaz vem, da to pride iz državnega proračuna, na podlagi zakonodaje, ker se pač imamo to problematiko in se da to sofinancirati, ampak iz tega, tako splošnega, ne vem, kam bo denar šel. Vse da najde, da gre za šolske spremljevalce, da gre za to, ono, drugo, tretje, ampak ko se to malo sešteje, nekaj približano pridemo do teh cifr. To je prosto, da to je srednje. Ja, kar odgovor, da ne ovako vse. Zdaj, kar se tiče Ljoša, moram reči, da jaz sem se sam
sebe šel gledati, kar se stane kolonije tiče in si imel kar bolj poželje, da bi res nekaj tam naredil, kot sem se v slabo stanje. Vendar, po vsem tem, kar smo na koncu ugotovili, imamo projekt, evropski projekt zamenjave 70 km vodovodnih cevi in praktično po vseh cestah vaših gre. Verjetno se ta projekt začel drugo leto delati in se drugo leto zavedali, to treba tudi se asfaltirati. Jaz mislim, da bomo prišli bistveno v večjo sanacijo vaših cest, res pa je, da tudi večji problem, kar se tiče kako promet usmerjati, da bojo lahko ljudje prišli tudi tem skozi. Tako da, z tega vidika jaz upam, da definitivno ta projekt je vezan na sredstva za razvoj regije, tudi bo bil verjetno nekje po 7 milijonov, tudi se nova investicija, tako da se upam, da bo drugo leto potem prišla ta tehnologija bolj, tudi da se samo 50 km. Za tega bolj tudi gospodarstvo pa razmišljal, da bi se vključilo. Zdaj, kar se tiče Mateje Kmetič, jaz se strinjam, da se treba potruditi po prostoru, da pomočemo kontra vas na Mizelskem, da nam pomagajo, ker malo hec na eno čujem na Mizelskem, mislim na varno zmeniti, zdaj pa gospodin tehnik to reši vse. Tudi jaz se težko z njim rešujem, ampak bom se pogovarjal že nekaj pred volitvom, da tako izvedeti, da računimo vse do njih, ker moramo narediti. Gre si prosto malo na Mizelskem, pa ne sem tisto osebno imati, da apelirate na vse tiste, ki vsi zelo veliko govorijo o tem, kam primer redki so bo ti hodili. Zdaj ne vem, da ste videla se nakladno pred so bili prijavljeni. Ne, so bili prijavljeni, dobro, pa bom še dva za razpravo. Kar se tiče šola, zdaj tako, mislim, težko rečemo, koliko je. Šola tiče se predvideva z dodatkom med 10 pa 12 milijonov, zelo težko rečemo, kaj bomo bili na javnih razpisih. Bo pa verjetno ocena okrog 3000 evrov kvadratni meter ZDD ne more spraviti na nobeni šoli, zato so izjemno zahtevni razreševalni sistemi, klube in vse ostalo, da se bo ne ocenjuje. Težko primerjamo šolo za stanovanje. Tam noter ni ne klub, ne prezračevalni sistemov, ne takih zahtevnih, ko jih šola zahtevajo, ne takšni požarni varovi, ki dejansko predvsem ne bojo. Vendar pa dejstvo je, da so šole približno v taki vrednosti. Šola bo se začela, kot sem pa že povedal, prej, če ste jo poslušali, da bo končana. Predvidevam, da bo končana nekje že začel s pomladanskim situacijo, tako da bi se praktično med počitnicami 24 in 28 leta preselili na obmeri, konec koncev tudi za šola nekako se strinjajo, ker prvo bilo mišljeno, da bi v medicinskim počitnicam zgotovili, pa bo problem, pa tudi bistveno težje se bojo v čas, da se preselili v materiji. Zdaj, kar se tiče Bogdan, mi delamo parkirišče, ne garažno hišo zaenkrat, kajti parkirišče se bo delalo tam pred tenis centrov. Konec koncev smo ugotavljali, da sama garažna hiša ne bi omogočila bistveno več teh, kar se tiče parkirnih mest, ki bo pa bistveno dražje, tako da zaenkrat bomo to kasneje imeli denar. Občina bo lahko na teh parkiriščih, ki so zdaj pri veliko zdravstvenem domu pozgradilo še kako garažno hišo, vendar zaenkrat mislim, da bomo s tem zagotovili. Zdaj, kar se pa tiče rokov, te izjemno zahtevno stvar, moramo reči, da v novembru je bila spremenjena zakonodaja, ki se nam zelo omejili, kaj lahko sploh naredimo ta denar. Vem, da ta denar je bil pred leti namenjen občinam za projekte za svoje prebivalce. Ta vlada je v letošnjem letu sprejela, da je to denar, ki ga moramo namensko porabiti za Rome. Zdaj mi teh projektov nimamo. V prvici povedano, jaz upam, da je bomo med letom še nekaj naredili, lahko bomo pa denar vračali, ki je namenski. Definitivno pa sigurno ne bomo jim davali denar, tako brez veze, ker nimamo nobene osnove in moram reči, da se Romi hodi, kako je kar najbolj bilo od nas in tega denarja, sigurno da bojo dobili. Ne že druga kot je. Tisto, kar je znotraj dovoljeno za integracijo
za varnost in za te stvari porabiti. So nam pa ta denar zmanjšali, mi smo 700 000, zdaj imamo samo še 400, ker so ugotovili, da ker se spremenili kriterije financiranja in občina Brežice bo v letošnjem letu pridobila približno 300 000 denarja, tega ne bi bilo. Dobro, še Boštjana Gregoriča, poslanka Katovšteta sem spregledal, pa prosim, imate še možnost razpravljati, se opravičujem. Izvolite se. Oziroma ne, Boštjan je predšel. Ja, hvala za besedo, da čutim. Jaz bom kratki. Jaz sem vesel, da so te moji predlogi, ki sem jih podal, bili sprejeti. Kar se tiče pokopališča Velike Malenice, bi mogoče samo dodal, da je želja vseh krajevnih skupnosti, če bi se lahko ta projekt izvedel letos, da se tudi letos postavimo rešiti. Če se malo pohitri ta del menjave na celt, bi mogoče to še v letošnjem letu lahko bilo tudi narejeno. Druga stvar, obnova doma v Krajanu, tukaj sicer piše Velike Malenice, ki ima zvala vas, 20 000, sem zelo vesel, da se pridobujemo 50 let krajevne skupnosti in bomo ta denar v bistvu porabili. Zlahko, da ga bomo uporabljali, ampak da bomo rešili še našo največjo rano, to je v bistvu parkirišče. Povem, seveda bo povabila tudi, da tete še enkrat odigramo nogometni tekmi, ker smo zelo slabo vreme z občinskim svetom. Tretja stvar je pa tribuna na nogometnem stadionu. Sem vesel, da se bo začelo premikati, gre samo za 20 000 evrov sredstev za projektno dokumentacijo, ki zna biti draga in da ni fige v žepu, se spet na leta, ker je v bistvu predvideno okoli 200 ali 300 000 evrov, kar ni nek znesek in da bi vsaj v letnem času res ta projekt dokončali, ker stanje, v bistvu te tribune je res slabo, tisti, ki bodo sprejeti te tekme, ki se včasih bojimo, ne nam, ker možno pripadno te sedeže. Predlagam tudi, da ste občina prijavi nekako na razpis, namreč v Šorteli so dobili enormno povrnih sredstev za tribuno in bi tudi takšni zneski dobro prišli, da se ta projekt izvede. Je bilo tako vprašanje tudi iz tamno nogometnega kluba, tudi iz stvari. Kot reče, sem vesel, da je to da spremenilo, naše zahteve so praktično drobiš, to je ta sam proračun, ga bomo podprli. Hvala lepa. Hvala, Boštjan Toš. Pozdrav vsem, hvala za besedo. Dobro je biti včasih zadnji, dobiš kar nekaj odgovorov že vmes. Kar se tiče stare ekonomije, sem vesel, če se bo rekel eno vidiko, neka vidnejša prenova, ker v bistvu je tudi v nekaj vlanskem proračunu, sem v bistvu pisal, da dogovorjeni in so da pa nekaj sredstva predlaga, nekaj bistvenega spremeniti. V tej stari koloniji ne gre zgolj za predvastitev, ki smo se tudi pogovarjali, da gre za problemno infrastrukturo, vidimo, da je grajena že pred 70 leti, da pa od 50 pogleda. In zdaj, če bo tudi tisti 2027, bomo pa še čakali. Vedno se pravi, tista skromnost ni vedno najbolj dobra, da tu bom za sebe govoril, nisem imel veliko zahtev ali pa želja, pa tudi velikih in proizvodnje, če gledamo to. Ampak ne glede na to, ker moramo pa vse to preko odgovornost do družbeno, do društvenih klubov, ki morajo tudi se rekli, da to odgovor državno strukturo. Bi imel pa samo eno vprašanje, ki je čisto tako, da imamo že vrsto let te kapitalske prihodke. Od prodaja deleža Polmat, v prihodkovni strani, ko vemo, da že 7 let ali več predlagamo nič in gledam tudi, da tudi se vidi, da bi prihodno napad 12, še ni mogoče smiselno, ne vem,
preveriti to vrednost, pa da se skrži mogoče malo manj, pa da se vsaj nekaj kot razpravljamo na nekaj cifri, ko smo iz teh velikih videli, da nam ni premeta tega resnega. Mislim, da to zelo razmislim, če smislimo, da se vsaj nekaj, da nimamo teh efektivnih, mislim, da na proračunu 722 tisoč, da to je v bistvu malo efektivno ponavljati igramo. Ja, zdaj stvar, da nismo v okružjali, jaz mislim, da niste še napisal, saj to pomeniš, mi ne vana. Ampak gre dobro, jaz sem nekaj četnika umret, ker to nikaj mogo vžal. Ampak druga stvar je, hvala, da se sprostimo. Kar se pa tiče, pa tako, jaz mislim, da je koliko redno še večja zdaj, pa da takrat. Moram reči, da problem je tako, pa je, da bežo en lastnik bo več 50% in leto bilo za 25 kupov, za to milijon pa več zgodno, da bi se še nekaj pa dosti. Ponujajo se tam nekaj 300 tisoč evrov, res se sedem, da se mnenja, da s tem bi oškodovali občinski proračun, je rečen, da ostane domatek, kot pa da bi ga nekomu izšinkavali, da bomo potem se nekdo smijal, ker mislim, da tako se zelo oceni za žur, vedno sliki in vse, da imamo pa še ta del 25% in dalje, da se dobro Toliko, zaključuje in gremo na glasovanje, če želiš kdo. Ja, ampak je nekaj ves. Lahko pa obrazložitev glasu daš, da ti pomaga malo. Nisem videl pod predlogi, ker nisem podajal kot stavno novši, ker jaz v bistvu ne rabim nič. Sem mi pa podajal športno zvezo, pa ostaljeni zadeve, sem bil pa zelo pristopen na zgodnje. In upoštevati, športno zvezo. Pa vprašaj povedati, kako bi se to bo zaradi poslovnika sem nekaj. Dobro, gremo na glasovanje. Prisotnost preverjamo. Imamo kar nekaj sklepov. Ja, tako, sprejme se odlok o proračunu občine Brežice za leto 2026. Drugi sklep, sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2026. Tretji sklep, sprejme se letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine Brežice za leto 2026. In pa sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2026. Moram reči, da se vam zahvaljujem za tako enotnost, da drugi se sploh volite, da vam je, ko vam se drugi jaz.